Spoštovana gospa Alenka Puhar, cenjene obiskovalke, cenjeni obiskovalci. Ko danes vstopamo v slavje gospe Alenke Puhar, pomislim najprej na premene časa. A to ne zaradi 8 desetletij, zapolnjenih s premišljevanjem in pisanjem, ki jih Kobis v njeni osebni bibliografiji beleži že prek 750. Ampak zaradi časa, ki nosi na svojih valovih tudi menjave duha. Zahvaljujoč tem duhovnim spremembam imamo danes priložnost, da se tu v matičini dvorani, kjer nas sten naših soban sicer opazujejo sami častitljivi možje, velika imena slovenstva, a tudi še v 21. stoletju, še vedno brez ene same druge polovice, posvečamo avtorici. Vesela sem, da sta zdaj tu prostor in priložnost, tudi za poklon ženski. In hvala slavljenkinim prijateljem in Inštitutu Nove revije, da so dali pobudo za ta imenitni dogodek, za katerega verjamem, da bo z novo lučjo presvetlil tudi slovensko matico. Prosim, da mojih besed nikakor ne razumete napak, češ, da govorim v slogu vse prežemajočega militantnega feminizma, ki poskuša z udarci predpisov in pamfletov, pa uzakonjenjem negližejev in vložkov tudi za moške, vcepiti v naše glave prepričanje, da smo končno dosegli enakopravnost žensk. Nasprotno, poudariti želim, da se klanjamo ženski kot nosilki principa ljubezni. Ženski, ki tako neizmerno spoštuje voljo doživeti in biti slehernega posameznika, ne glede na njegovo generacijsko ali politično pripadnost, njegovo prepričanje ali spol, da postaja ona sama glas vseh tistih, ki jim je bila pravica do dostojnega žitja in bitja odvzeta, ki jim je bila odvzeta pravica dogovoriti in ustvarjati zgolj in samo zato, ker so se bodisi ponižno uklonili volji do moči ali bili kaznovani, ker so verjeli, da je resnico, kakor so jo doživeli, treba vendarle pričevati. Gospa Alenka Puhar v knjigi Prvotno besedilo življenja postane glas pozabljenih in ranjenih otrok 19. stoletja. V pozabljeni polovici pa glas pomembnih Slovenk, ki so soustvarjale našo zgodovino, a so ostale skrite in zamolčane. Alenka Puhar je glas Angele Vode in Borisa Furlana, na eni ali pa partizanskega kirurga, doktorja Rogersa, na drugi strani. Je klic k razumni, pravični presoji vseh tistih, ki so se jim godile krivice, je naš spomin na zablode ideologij in naš opomin zoper pišmeuharsko vseenost, zoper udobno zaslepljenost in zavestno slabovidnost družbenih anomalij. Je tista, ki v slovenski družbi do skrajnosti razsprti med zločinom in kaznijo, poskuša verjeti v resnico in jo vztrajno iskati. Je tista, ki v kocbekovski razpetosti med strahom in pogumom, ne glede na preteče sodne posledice, izbira pogum. Rodila se je v medvojnem času, v zadnjem letu 2. svetovne vojne na osvobojenem ozemlju v Beli krajini.
Kot otrok se je učila, kako deliti starše in sorojence med nove družine in z novimi starši. A vse to je ni uspavalo v življenjski polsen zagrenjenosti, ampak ji je dajalo moč radostno biti, kritično misliti in odkrito govoriti. Kot anglistka in komparativistka je svojo književno pot začela leta 1967. Kot prevajalka Orwellovega romana 1984 in tako poskrbela, da smo bili ena prvih socialističnih dežel, ki smo lahko ta roman brali v svojem maternem jeziku. Skoraj 60 letij, ki so minila od te prve objave, pod katero se je podpisala Alenka Puhar do danes, je poleg že omenjenih knjižnih del prežetih s publicistiko, zlasti v časniku Delo v zadnjem času, pa tudi v pravni praksi. S kakšno odločno odkritostjo, ki se nikoli ni končala za ogradom služenja za ljubi kruhek, ampak na širokih poljanah svobode duha, se je predajala temu delu, pričujejo že njeni duhoviti, celo provokativni naslovi, kot so Apartheid v črno-belem svetu, Bestiari realsocializma, Cvetje zla in podzemlja, Ljudje hočejo nov sistem neznanega imena, Nagobčnik številka 67, Potemnela partijska slava, Uporaba pustih formul za vzgojo pokončnih državljanov ali pouk naravoslovja, pa naslov Je socializem res sestavljen iz samih nepravih trenutkov. Tu je še naslov Spoštovani otroci, ne verjemite vsega, šola in ideologija, ali pa Ime rože in ime vojne. Ali pa Kaj vse poganja pod Stalinovim podstavkom. Ali pa naslovi Med oholostjo in ponižnostjo, Osvobodilna fronta z razdalje 50 let. Svetovni slovenski kongres je bil uspešen, izvolili so vodstvo, nadzorni odbor in častno razsodišče. Ali pa Mame so jezne, svet pa siten in slabe volje, zmeda po padcu komunizma. Ali o intelektualcih, ali kako je med klanjem prašičev zmanjkalo soli. In nazadnje, 3 nabite polne ničle, nove vrednote v novem tisočletju. Tako je na pragu novega tisočletja že zelo slutno občutila dovršitev ničejanskega prevrednotenja vrednot v razvrednotenju vseh vrednot. In tu smo, ob vseh izjemnih knjigah Alenke Puhar, ki jih moram v tem uvodnem nagovoru izpustiti, da pustim besedo današnjim, veliko tehtnejšim govorcem od mene, znova na začetku njene ustvarjalne poti. Tu se znajdemo spet v vprašanju, kako danes, po 6 desetletjih, ne več zgolj bere in prevaja, ampak skupaj z nami vsemi izkuša, kako Orwellov antiutopični roman postaja nevarna resničnost. In kot največji možni upor, zoper tako zaukazano resničnost, smo se zbrali danes tukaj. Vsem želim prijetno druženje, obilje svobode govora, slavljenki pa kličem še na mnoga ustvarjalna leta.
Zdaj pa vabim k besedi profesorja dr. Dimitrija Rupla. Dober dan, lepo pozdravljeni, gospe, gospodje, prijatelji, draga Alenka, jubilantka. Z Alenko Puhar spadava v generacijo, ki je bila rojena v revolucionarnih oziroma socialističnih časih. Vendar sva se postopoma navzela dvomov in pripomb, ki so naju oddaljevali od za tiste čase deročih in rušilnih ideoloških tokov. Nekega lepega dne sva se, upam, da lahko uporabim dvojino, znašla sredi protitoka, ki naju je na koncu določil za oporečnika in postavil v družbo privržencev samostojne in demokratične države. Kot rečeno, z Alenko Puhar spadava v isto generacijo. Srečevala sva se v študentovskih časih, nato pa tudi na straneh knjig in revij. Leta 1983 sva se srečala prevajalka in avtor spremne besede v knjigi 1984, tiste knjige, ki je bila že omenjena, Georgea Orwella, nato pa seveda v Novi reviji in pri mnogih oporečniških nastopih. Alenka je ob 7. obletnici zadeve 57, to je bilo leta 1994, uredila posebno številko Nove revije, ki se je imenovala Ampak. Na koncu te številke najdemo Alenki spis prispevek k anatomiji politične gonje. Takrat smo bili prepričani, da so stari časi minili enkrat za vselej. No, posebno pozornost zasluži knjiga Alenke Puhar o Angeli Vode iz leta 2004, ki je bila, naj mi bo dovoljeno reči, namreč Angela Vode, smrtno resna feministka. Citiram: preživela je nacistično taborišče in zapore, v katere jo je pahnila komunistična oblast. Ta je Vodetovo, žensko, ki je smisel življenja videla v tem, da pomaga soljudem, z obsodbo na montiranem na Vodetovem političnem procesu, izključila iz javnega življenja in jo potisnila v osamo. Svojo tragično življenjsko usodo je Angela Vode popisala v delu, ki je kot rokopis ostal skrit polnih 33 let. Konec citata. Puharjeva je leta 2016 objavila knjigo Izidor Cankar, Mojster dobro zasukanih stavkov. Dober naslov. Cankar seveda ni bil le besedni mojster, ampak ob Kocbeku in Dušanu Pirjevcu ena najvažnejših osebnosti slovenskega intelektualnega in političnega življenja v 20. stoletju. Bil je član londonske vlade, ki je priskrbela Jugoslaviji status zavezniške države v drugi svetovni vojni in opozarjal na smrtonosnost državljanske vojne med partizani in domobranci. Dejstvo, da je londonska vlada podpisala 1. januarja leta 1942 tisto znamenito listino o državah Združenih narodov, zaveznic v Združenih narodih, to je relativno neznan podatek, bil pa je seveda izjemno pomemben za kontinuiteto države. Na ta podatek oziroma na to dejstvo se je potem sklicevala tudi komunistična oblast. No, tudi Cankar je postal preveč resnicoljuben in politično odveč komunistične oblasti. Logično, da je pritegnil pozornost Alenke Puhar, kot je prebudil zanimanje tudi pri meni, predvsem zaradi svojega londonskega dnevnika, o katerem sem večkrat zapisal, da bi skupaj s Kocbekovimi, Pirjevčevimi in Kavčičevimi dnevniki lahko povzel vse bistvene stvari slovenske zgodovine
med obema vojnama in po letu 1945. Leta 2018 je Alenka Puhar prevedla, spremembno besedo in z opombami opremila knjigo Lindseya Rogersa Partizanski kirurg, ki je v cenzurirani obliki prvič išla leta 1957. No, pri pripravljanju in popravljanju besedila me je prosila za nekaj podatkov o mojem očetu, ki nastopa v Rogersovi knjigi. Za skrbno in duhovito delo zasluži jubilantka posebno priznanje. Tudi sam sem se, podobno kot Puharjeva, ukvarjal s stalinističnimi, se pravi montiranimi procesi, kot so bili dahovski procesi in Nagodetov proces. Torej sem s posebno pozornostjo spremljal Alenkino delo, tudi knjigo o Borisu Furlanu Skozi gosto noč, dopisovanje 1951-1957 iz leta 2022. Furlan je bil tudi član londonske vlade in znamenit pravnik, vendar so ga komunisti leta 1947 na Nagodetovem procesu obsodili na smrt. Gospe in gospodje, Alenka Puhar je bila velik del življenja ena najbolje informiranih novinark in mi oprostite. Pokličem nazaj. Se opravičujem, res. Torej, bila je velik del, Kristus pomagi. Dobro, upam, da sem ukrotil to mašino. To je zato, da ne bi povedal o informiranosti. Torej, bila je ena najbolje informiranih novinark in urednic, kar še posebej velja za njeno pisanje in urejanje v ljubljanskem delu. Žal je tisto poslanstvo, ki sta ga Delo in Alenka Puhar opravljala v korist resnicoljubnega pisanja pred osamosvojitvijo, v novejšem času usodno pešalo, dokler se nista resnica, ki jo spoštuje Puharjeva, in poročanje Dela preprosto razšla. Naša jubilantka se je opredelila za pravo stran zgodovine. Žal, nasmeh, kot ga je imenoval Lojze Peterle, nasmeh zgodovine. Žižek danes v enem članku govori o nasmehu usode, ki da je opešal. Torej, žal, nasmeh zgodovine vse bolj ugaša. Smehlja se, jaz se opravičujem, da imenujem to ime, smehlja se Elonu Musku, recimo. Ne glede na to, se bo Alenka v prihodnjih desetletjih trudila, da se vrne na smeh zgodovine. In tu mislim, da je primerno citirati Franceta Prešerna. Eno pesem, ki je splošno znana, ampak mislim, da spada zraven. V sovražnike z oblakov rodu naj našega trešči grom in tako naprej. Edino sreča sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, no to je zdaj malo problematično. Vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša bosta last. Hvala lepa. Hvala profesorju dr. Dimitriju Ruplu. Zdaj pa vabim k besedi magistra Igorja Omerzo.
Hvala, spoštovani občinstvo, spoštovana slavljenka. Moj prispevek bo zelo konkreten, ker bom navajal iz dokumentov Udbe o zalezovanju tebe, kar bo pa mogoče obširneje prebrati v moji prihajajoči knjigi Svetla stran dela. Bosta pa dve, ena je že temna stran, druga tudi temna stran, tako da bo pa tudi svetla zaradi takih ljudi in enih redkih novinarjev, kot je bila Alenka Puhar. Veliko je zapisal o njej, koliko jih pa manjka, pa ne vem, ker je zaradi ogromnega uničenja udbovskega gradiva, ki ste ga ukazala Ivan Eržen, šef slovenske Udbe, in pa Tomaž Ertl, takratni notranji minister, v zadnjih izdihljajih nedemokratičnega socialističnega režima se je toliko uničilo, da ne vemo, ampak največ se je pa uničevalo zadnja leta, tako da je verjetno zelo veliko uničenega o zalezovanju Alenke Puhar. Alenko je tajna politična policija, se pravi imenovana po nadelu Udba, zalezovala pod kodnim imenom Priloga, verjetno zato, ker si bila novinarka v Sobotni prilogi. Tu bom navedel to, kot že rečeno, samo nekaj teh tajnih poročanj o njej. Prvič se pojavi Alenka 28. januarja 80, dober teden potem, ko so Titu amputirali nogo in se je začelo njegovo z vsemi možnimi arcnijami in aparati zadrževano umiranje. Ni čudnega, da se ta tajna informacija, ki je bila dostavljena slovenskemu komunističnemu vrhu Avblu, Popitu, Kučanu, Krajgarju, Dolancu in Marincu, pretežno ukvarja z, citiram, komentarji, reagirani in pojavi v zvezi z zdravstvenim stanjem predsednika Tita. In te zvezi potem nadaljujejo. Gregor Tomc je v zvezi s trenutno situacijo v domovini dejal, da bo za nekaj časa opustil vsakršno aktivnost. V primeru predsednikovega odhoda namerava z nekaj prijatelji vsaj za 10 dni v vikend Petra Lovšina, kjer bi se dogovorili, kako bi se povezali z vsemi opozicijskimi skupinami, tudi z emigracijo, ter nekaterimi skupinami oziroma strujami v partiji in socialistični zvezi. O vseh pomembnih dogodkih ga seznanja sestra Alenka Puhar, novinarka Dela. Dalje. Tajna informacija, 12. september 83, podpisan Nik Sekula, to je bilo poslano v Beograd na zvezno Udbo. Izvemo, da je bila avgusta tega leta uvedena pomembna, citiram, obdelava priloga zoper absolventko FSPN in novinarko stanujočo v Ljubljani, ker se že dalj časa povezuje z nekaterimi vidnejšimi anarholiberali iz kroga Nove revije in podpira stališča pobudnikov odprtega pisma o usmerjenem izobraževanju. Torej lahko na temelju tega dokumenta natančno vidimo, kdaj se je rodila priloga, se pravi kodno ime zalezovanja Alenke Puhar. Jaz mislim, da je v tej dvorani kar nekaj ljudi, ki so bili kodno nadzorovani, recimo med drugim tudi recimo Dimitrij Rupel. Dalje, v strogo tajni usmeritvi Udbe za leto 1984 najdemo tudi Alenko, citiram, prioritetno na celotnem območju SR Slovenije ter v določenih primerih tudi na območju ostalih republik in v tujini intenzivno operativno spremljati aktivnost nosilcev registriranih zadev. Eva, to je kodno ime zalezovanja Franka Adama, Zmaj, Grega Tomca zalezovanje, Negativ Dimitrija Rupla, Priloga, seveda gre za Alenko, Kritik Taras Kermauner, ter njihovo povezovanje z pomembnejšimi zvezami doma in v tujini. Se pravi, tukaj se pojavlja že v skupini najbolj nevarnih, da tako rečem, ali pa najbolj zalezovanja vrednih posameznikov oziroma posameznic. Dalje. Vasja Novak je sestavil junija 1984 tajno informacijo, v kateri s pomočjo sodelavca Kaktusa, to je bil Dušan Biber, zgodovinar, se pravi sodelavec Udbe, opisuje prihod novinarja BBC Georgea Fodorja v Ljubljani. V tem udbovskem papirju se omenja tudi Alenka, citiram, Fodor se je zadržal pri Kaktusu do 24. ure, sestala pa sta se še naslednjega dne. Preden sta se poslovila, je Fodor še omenil, da bo obiskal v Ljubljani Alenko Puhar, katere naslov in priporočilo za razgovor je dobil že v Londonu. Ne vem od koga, ne. Morda se boš ti kaj spomnil, da bi bil to, ki bi te v Londonu priporočal. Kaktus mu je na kratko ocenil Puharjev, to je pa zanimivo, za katero je dejal, da je zaletava in vsekakor ne dovolj premišljenja, ter da naj Fodor kaj pove o stalinizmu, ki ga ona vsekakor ne pozna in verjetno bo njemu kot tujcu bolj verjela.
Se pravi, Alenka Puhar, ki je tisto leto izdala Orwella, prebrala Orwella in živela v stalinizmu, ali pa njegovih nasledstvu, bo od nekega tujca naj bi spoznala, zaletava Alenka naj bi spoznala, kaj je to stalinizem. Dalje, omenjene Alenke sem pričakovano našel v 124-stranskem udbovskem letnem poročilu, citiram, kot osrednja osebnost v strukturi meščanske desnice, zdaj oni anarcho-liberalce preimenujejo meščansko desnico, se je v letu 1984 uveljavila Alenka Puhar, se pravi kot osrednja osebnost, ki je stopala tudi zaradi svoje agresivnosti in sovražnosti. In zdaj pa poglejte, o čem je bila ta sovražnost. Po začetnem angažiranju le pri peticiji za ukinitev smrtne kazni in v skupini tako imenovanih alternativnih novinarjev se je po beogradskih dogodkih uveljavila še kot pobudnik in gonilna sila skoraj vseh solidarnostnih akcij meščanske desnice v Sloveniji za beogradsko skupino obtoženih pripadnikov meščanske desnice. Tako je ona avtor 2 peticij in novoletnega voščila s provokativnimi nastopi je sodelovala na raznih tribunah in simpozijih, izredno dobre stike je navezala s somišljeniki v Beogradu. Srđi Popoviču je predlagala Draga Demšarja, ta je bil kodno zalezovan kot zavesa, za skupino odvetnikov Mijanoviću, to je bil eden izmed obtoženih v Beogradu in tako dalje. V letu 1984 je Alenka Puhar postala tudi članica uredniškega odbora Nove revije, zelo pomembna pa je bila njena vloga tudi pri populariziranju Orwellove knjige 1984, katere prevajalka je bila. Se pravi, to je to tvoje sovražno delovanje in agresivno obenem. Dalje, 6. marca 1986, udbovska informacija, naslov, aktivnost priloge, se pravi Alenke. Izdelal jo je udbovec Bojan Mestek s pomočjo vira Minerala in s kontrolo telefona, citiram, priloga se pritožuje, da jo bodo premestili na področje znanosti, ker se na to najmanj spozna, prav tako pa ji bodo s tem zaprli pot do sobotne priloge Dela. Dalje. V škatlah o Kučanovi predsednikovi dejavnosti se najde dobrih 100 strani tajnega teksta z naslovom Značilnosti novih družbenih gibanj v SR Sloveniji. V tem obsežnem tekstu se Alenka pojavi pogosto, poleg tega pa se tu najde tudi njena biografija. Izvemo, da je Alenka polsestra Gregorja Tomca, rojena 22. februarja 1945 v Črnomlju, hči slikarja Franceta Miheliča, stanuje v Ljubljani, malega 23, diplomirala in tako naprej, zaposlena kot novinarka ČGP Delo. V letu 1977 je Puharjev član na izpopolnjevanje na področju novinarstva v London. Puharjeva je sodelovala na sestanku članov za boj proti smrtni kazni v Beogradu leta 1983 in sestavlja skupaj z Jašem Zlobcem, tega so pa kodno zalezovali pod imenom Trockist, in Markom Uršičem je sestavlja peticijo proti smrtni kazni, sodelovala je na posameznih tribunah v Beogradu pri zbiranju podpisov za spremembo 154 člena ustave SFRJ, sestavlja odprto pismo v zvezi s prepovedjo oziroma omitijo uvoza tuje literature skupaj z Matevžem Krivicem, njega so zalezovali kot členkarja, in z njim sestavlja peticijo v zvezi z zaprtimi anarcho-liberalci v Beogradu, je podpisnica pobude za ustanovitev sekcije novinarjev za spremljanje aktualno političnih zadev v okviru Društva novinarjev Slovenije in med glavnimi akterji neformalne skupine novinarjev, aktivna pa naj bi bila tudi v klubu Lilit. Preko polbrata Gregorja Tomca pa je obveščena tudi o delovanju sekcije za socialna gibanja ter delovnih skupin za ekološka in mirovna gibanja, poleg številnih stikov Puharja s slovenskimi novinarji in beogradskimi anarcho-liberali. Vzdržuje pogoste stike z Božidarjem Slabšakom, zveze z Beogradom, Matevžem Krivicem, Spomenka Hribar, kodno nadzorovana kot filozofina, Zoe Skušek Močnik, Vanjo Brišček, Jašo Zlobcem. Z novinarji ostalih jugoslovanskih revij, v zadnjem času je pa aktivna tudi v uredništvu Nove revije. To je ta življenjepis v tem tekstu, ki ga je dobil tudi predsednik, oziroma šef komunistov, takrat Kučan. V začetku aprila 1987 je nastala tristranska informacija tajne policije, ki sta na podlagi telefonskih prisluhov sestavili udbovka Zdenka Ščurec in Marija Volčič. Dokument se ukvarja s telefonskimi pogovori Alenke, bom dal 2 primera. Prvi, citiram. V zvezi s 57 številko Nove revije se je Alenka Bizjak pozanimala pri Alenki Puhar ter komentirala, da vidi en korak v tem, da je vsaj prišlo do take razprave, da je bilo prikazano javnosti, da sta bila oba urednika prisotna, misli na Grafenauerja in Rupla, po udbi zalezovana kot granik in negativ. In še en prisluh iz tega dokumenta, France Mihelič, oče Puharje, se je zanimal pri njej, kakšna je usoda Nove revije, upa, da je ne bodo ukinili, obenem pa meni, da imamo sedaj še eno stranko in to je Nova revija. Konec citata. Zdaj pa zadnji tajni dokument,
kjer najdemo Alenko Puhar, je udbovska informacija datirana na 25. julij 1989. Sestavil je ljubljanski tajni policaj Tomaž Kermauner, podpisal pa udbovec Peter Prebil. Temelji na poštni kontroli in se ukvarja s pomembnim emigrantom Andrejem Rotom. Citiram: Rot se je po vrnitvi v Argentino iz Slovenije po krajšem časovnem obdobju oglaša Drago Jančarju, zalezovan Drago v obdelavi skupaj, se oglaša Jančarju in Alenki Puhar in sorodnikom. Po vrnitvi v Argentino je bila slovenska skupnost preko dnevnega tiska že obveščena na njegov stik v Sloveniji. Kljub temu pa je za slovensko kulturno akcijo priredil dne 23.6.1989 predavanje. Na predavanje Rot poročal tudi o posegu Alenke Puhar na protestnem večeru Društva slovenskih pisateljev glede cenzure in prepovedi literature v slovenskem prostoru. Po njegovem mnenju sled tega ena izmed najbolj pomembnih žensk med Slovenci jasnih in prodornih misli, uglajenega in simpatičnega nastopa. Alenka Puhar, ne? Konec citata, hvala za pozornost. Hvala magistru Igorju Merzi. Najbrž se bomo na to temo v Slovenski matici o predstavitvi knjige še srečali. Zdaj pa vabim prijateljico Alenke Puhar, urednico Nelo Malečkar, da spregovori nekaj misli. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Želela bi povedati nekaj besed o knjižnem ustvarjanju Alenke Puhar, ki, kot vemo, ima za seboj kar, kot bi ona rekla, čeden kupček. Beseda čeden jo poistovetim z njo in mnogo besed, ki jih je spet upeljala v naše življenje. Skratka, avtorica je mnogih unikatnih in prelomnih knjig, nekaj je bilo že omenjenih, nekatere bodo ponovno omenjene in mislim, da bomo vsi skupaj sestavili mozaik tega ogromnega publicističnega ustvarjanja Alenke Puhar. V moji zavesti je Alenka med tistimi avtorji, ki znajo vedno znova presenetiti, ali z novimi informacijami, ali z novo perspektivo in interpretacijo posamezne osebnosti ali teme. In to od vsega začetka. Prvič sem naletela na njeno ime leta 1982 ob izidu prelomne in odmevne knjige Prvotno besedilo življenja. Knjiga je bila tako zelo drugačna od vsega, kar smo do tedaj brali o življenju otrok, družin, položaju žensk ali liku matere, da sem lahko samo občudovala njeno pisanje, kako je številne samoumevnosti postavila pod vprašaj in nam odprla oči za nove in drugačne poglede na svet, ki nas obkroža. In mislim, da je tudi to ena glavnih značilnosti njenega delovanja. Potem sta sledili dve knjigi, ki sta raziskovali zgodovino uporništva in samopodobo slovenstva. To sta bili Peticije, pisma in Tihotapski časi, ki so išli leta 1985 in potem Slovenski portret leta 1992. Potem se je Alenka začela bolj posvečati biografijam, usodam oseb, ki jih je želela s svojim pisanjem rešiti pred pozabo. Tu je seveda v prvi vrsti Angela Vode, izšla je leta 2004, o tem bo pozneje tekla bolj obširna beseda. In leta 2007 izjemno pomembna knjiga, pri kateri je bila Alenka sourednica in soavtorica, Pozabljena polovica, knjiga, ki je postavila v središče zanimanja življenje ženske in njene usode. Ta knjiga je posredovala javnosti več kot 120 portretov žensk, ustvarjalk, pomembnih na kulturnem, gospodarskem področju 19. in 20. stoletja. Doživela je 2 ponatisa in po njej nastajajo razni derivati. Naprimer knjiga Nepozabne ali posamezne knjige, ki podrobno osvetljujejo življenjsko pot posameznic. Pozabljena polovica pa je gotovo temeljni kamen za vse to vrstne knjige.
Moški so bili pač že stoletja prej del javnega življenja, ženske pa so si morale to šele izboriti. Tudi Alenka je včasih, ko je začela svojo poklicno pot, vstopila na pretežno moško področje, se pravi v svet prevajanja, novinarstva, politične angažiranosti, pisateljevanja, ampak 50 let pozneje od njenega vstopa v naš kulturni prostor je marsikaj drugače, tudi zaradi njenega delovanja in zaradi njenega vzgleda. No, za založbo Mladinska knjiga, ker delam kot urednica, pa je Alenka izjemno dragocena sodelavka pri knjigah, ki izhajajo v zbirki Album. Gre za biografije pomembnih osebnosti iz naše kulturne zgodovine in Alenka je sodelovala pri mnogih od njih z idejami ali svojimi prispevki. Do zdaj je šlo 15 knjig, 2 od njih pa sta v celoti njeno delo, in sicer Mira Mihelič, družinski portret, družinska slika z gospo. Sem prinesla pokazati 2 knjigi, zato ker se mi zdi, da sta manj v naši zavesti kot recimo biografija Angela Vode in druge. In da vidite, kako ogromno delo in težko delo. Druga, Izidor Cankar, mojster dobro zasukanih stavkov. Ta je bila pa že prej omenjena. Samo na hitro povem, kaj pomeni biti spiritus agens take knjige, kot je bila Alenka. Ona idejno zasnuje te knjige, potem je napisala biografijo, povabila soavtorje, se pravi še druge avtorje, ki dopolnjujejo portret glavnega portretiranca, poišče fotografije, komentira dokumente, fotografski material in seveda je to povezano z ogromno raziskovalnega dela, zbiranjem arhivskega gradiva in ogromno sposobnostjo empatije, ker ob rekonstruiranju življenjske zgodbe glavnega junaka ali junakinje zaradi tega zaživi pred nami v vseh odtenkih svojega značaja in usode, tako da so njene biografije so vrhunske, tudi zaradi interdisciplinarnosti. Vse informacije, ki jih Alenka zbere ob osebnosti, ki jo raziskuje, nadgrajuje s svojim znanjem z področja psihologije in zgodovine. In zaradi številnih detajlov in drobnarij, ki jih vključi v svoja biografska dela, se te knjige berejo kot dobri romani. Recimo Izidorja Cankarja, omenjam ga zato, ker je bil tudi del delovanja Slovenske matice v prihodnosti, je opisala kot profesorsko-pikolovskega, natančnega, zahtevnega, izrazito inteligentnega, rad je debatiral, imel je velik čut za dolžnost, ostro je znal formulirati kritike, vztrajal pri formalnih oblikah lepega vedenja, svetovljan, vedno lepo oblečen in potem cel ta zaokroži, cel ta dramaturški lok, njegovo zgodbo od mladega Izidorja, igrivega, s smislom za humor, do starosti, ko je postajal čedalje bolj mrk. Vmes pa seveda se je zgodilo življenje za veliko konteksta zgodovine. In to, kar je dala naslov knjige, velja tudi za Alenko Puhar, je mojstrica dobro zasukanih stavkov in zna z njimi 1000 koščkov povezati v pronicljivo zgodbo. Zadnja biografija, če nisem še kaj spregledala, je pa išla leta 2019 pri Kulturnem društvu Tabor, v vročem soncu von Pelina ob stoletnici pisateljice Mimi Malenšek. In za zaključek mogoče samo še to, da je Alenka Puhar z vsem tem svojim publicističnim in raziskovalnim delom velja zanjo tako kot za vse te osebnosti, ki izhajajo v tej zbirki Album ali v biografijah Alenke Puhar, da bi bilo slovensko 20. stoletje zelo drugačno brez njenega pisanja. Njena izjemna dela na področju kulturne in zgodovinske publicistike opozarjajo na tisto, kar je bilo v zgodovini pozabljeno ali zamolčano, ali preprosto pomagajo ohranjati spomin na velike osebnosti naše zgodovine. Tako da, draga Alenka, v svojem imenu in imenu založbe se ti zahvaljujem za tvoje dosedanje unikatno delo, ki je shranjeno v mnogih knjigah, in želim tvojim dobro zasukanim stavkom z veliko vsebine srečno pot še naprej. In tukaj ena drobnarija.
Hvala tudi Neli Malečkar. Zdaj pa vabim k besedi režiserko Majo Vajs, s katero je gospa Alenka Puhar, današnja jubilantka, intenzivno sodelovala zlasti pri pripravi filma o Angeli Vode, več pa bomo slišali v nadaljevanju. Izvolite. Spoštovani prisotni, spoštovana Alenka Puhar, lepo pozdravljeni. V čast mi je, da danes tu v tej imenitni ustanovi Slovenske matice spregovorim nekaj besed o tebi in tvojem delu, draga Alenka. Hvala Slovenski matici, gospodu Željku Osetu in Ignaciji Fridl Jarc za povabilo in zaupanje. Draga sodelavka, soscenaristka Alenka Puhar, draga prijateljica, vse najboljše ob tvojej 80. obletnici. Še včeraj je bilo, ko smo praznovali v Trubarjevi hiši tvojo 70. obletnico. Še včeraj sva skupaj pisali scenarij za igrani celovečerni film Skriti spomin Angele Vode. Še včeraj je bilo, ko sva intervjuvali gospe Silvo Kumar Požar, Jelko Mrak Dolinar, Anico Pečnik, Mijo Velikonjo Kandus in gospoda Ljuba Sirca. Vsi so bili zaporniki in žrtve povojne komunistične oblasti v Sloveniji. Intervjuvali sva Angeliko Hribar, ki je danes tukaj, ki so ji očeta in mamo na Nagodetovem procesu obsodili in poslali v zapor, ona pa je ostala sama. Intervjuvali sva potomce in sopotnike Angele Vode, hodili sva po terenu in po arhivih. Skupaj z ekipo smo ustvarili pretresljiv dokumentarni film Odkrivanje skritega spomina Angele Vode. A o nastajanju in odzivih bova več spregovorili po ogledu filma. Draga Alenka, marsikaj izjemnega tako o tebi kot o tvojem delu smo danes že slišali, zato bom kratka. A ti veš, da se s tabo družiti ni šala? V prevodu ni najbolj varno, sprejemljivo, zaželeno. Kar nekajkrat sem doživela, kako so zlobni jeziki opletali in mi dejali, ja, ta Puharjeva te je poiskala in te nagovorila za to Angelo Vode. In kam je to vodilo? Ja, že vemo. Film Angela Vode je dvignil precej političnega prahu. Še danes ponekod obstaja neka zadrega, a je že bolje kot leta 2009. Ne, Alenka Puhar ni prva pristopila do mene, ampak sem jaz do nje. In to že leta 1992. V Berlinu na Freie Universität, kjer je imela vrhunsko predavanje, seveda v odlični angleščini, predstavila je svojo novo knjigo Slovenski portret 1918-1991. Gre za prikaz politike s sredstvi likovne umetnosti in to z močjo karikature. Na originalni način je pripovedovala in prikazovala na projekciji tudi kulturno-politično zgodovino Slovencev v času obeh Jugoslavij. Obisk na predavanju je bil odličen, saj je bila pravkar rojena mlada neodvisna Slovenija v središču pozornosti in dogajanja. Kdo in kaj je Slovenija, kadar se pogleda v ogledalo, kakšno podobo o sebi goji in kakšno pošilja v svet, kako vidi svojo vlogo v simbiotičnih povezavah s sosedi, kako doživlja svojo identiteto. Kakšen nastop, performance, kakšna ostrina misli, analiza, kaj vse opazi v podobah, karikaturah ta gospa Alenka Puhar, kako jih besedno in slogovno in še zraven zgodovinsko interpretira, kako je lucidna in duhovita, za povrh pa še tako lepa ženska. To je bila Alenka Puhar v živo 1992 in je še danes seveda. In ko sem jo poslušala in gledala na raznih predstavitvah novih knjig tudi pozneje. Torej 1992, ko je Alenka končala s predavanjem, sem se kot prva iz občinstva ustala in navdušeno čestitala. Hvala za odlično predavanje, gospa Alenka Puhar. Tako je, točno tako je, se strinjam z vami s vsem, kar ste povedali. To je vse resnica.
Potem je sledilo še nekaj vprašanj občinstva in Alenkinih odgovorov, ob koncu pa sem pristopila do nje in se predstavila kot mlada filmarka, ki se z Evropsko filmsko štipendijo izobražuje v Berlinu. Alenka, bila si me vesela, se spomnim, bila si prijazna in nasmejana in najin stik, ki traje vse do danes, se je razvil v lepo prijateljstvo. V moje berlinsko domovanje sem takrat odšla radostna, spoznala sem tisto Alenko Puhar, ki sem jo brala v člankih v Novi reviji še v 80-ih letih prejšnjega stoletja v Metliki, saj je bil moj oče naročen na Novo revijo. Tako, jaz sem stopila do nje prva 1992 z velikim spoštovanjem in občudovanjem, ona pa me je potem poklicala 2005. Ja? Zato me ni bilo treba niti prositi, niti nagovarjati, počaščena sem bila, da sodelujem pri Angeli Vode z Alenko Puhar in pri adaptaciji knjige Skriti spomin Angele Vode. Zame ni samo Angela Vode, ampak tudi Alenka Puhar, večna upornica, aktivistka, liberalnih nazorov, neuklonljiva intelektualka, izjemna premišljevalka, genialna publicistka in piska, borka za človekove pravice v vseh segmentih, od otrok, žensk, moških, kritik sprevrženih ideologij in večna iskalka resnice. Temna plat vsega tega je žal, da je Alenka Puhar tudi osovražena, česar si ne zasluži, saj je njeno delo iskreno, dobronamerno in družbeno, seveda neizmerno koristno. Ne pripada se zame nobenemu polu in se je nobeden ne more lastiti. To je moje mnenje. Diplomske, magistrske, doktorske naloge se ukvarjajo z njenimi deli, jo citirajo, raziskujejo. Alenka nastopa v najrazličnejših dokumentarcih, odstira in odkriva poglede, dokumente, zgodovino človeške usode. Piše za zgodovino slovenskega naroda, kot publicistka, piska, nastopa pred kamero, je dejavna skozi in skozi. Še včeraj sem srečala režiserja, ki je rekel, da je snemal s tabo zgodba o Štruklu. Tako, Štuklu, ne Štuklu, Levnu Štuklu. Tako. Čas bi že bil zdavnaj, da se v tej naši dolini šentflorjanski, vsaj ob 80. obletnici, ti podeli, torej Alenki Puhar, kakšen častni doktorat, častno članstvo, znak za zasluge Republike Slovenije, pa nič. Draga Alenka, ostani pogumna in tako ustvarjalna še naprej in ne daj se. Želim ti zdravja in da se v takem številu zberemo spet vsaj ob tvoji 90. obletnici. Občudujem te, ti si moj vzor in navdih meni in mnogim drugim in hvala ti za tvoje izjemno življenjsko delo in radi te imamo. Spoštovani, jaz ostajam danes izjemoma brez besed, nekaj zaradi toliko hvale, kot sem je slišala na svoj račun, to pa presega vsa moja pričakovanja. Nekaj pa tudi zato, ker sem je zazdel, da tokrat moram javno kaj izjavljati, kritizirati, hvaliti, povedati, da danes lahko drugim prepustim te dolžnosti in malo počivam. Dobro, srčna hvala vsem,
Meni je nekoliko nerodno, da imam že toliko let in da mi govorijo o častitljivi starosti in tako naprej. A veste, to ni prav prijetno. To ni prav prijetno, zavzdihnem in rečem, kaj ćemo. Eden od tistih, ki so mi čestitali, je rekel, da to pravzaprav pomeni, da sem zadela pravo srečko, da sem prišla do 80. leta in to mi je dal misliti na nekoliko melanholične misli in podatke. Ko sem zadnjič pred 2 letoma, natanko 2 leti sta, konec februarja 23, tukaj le predstavljala neko delo Borisa Furlana in Stašo Furlan Skozi gosto noč, natanko 2 leti tega. Je bilo to 2 dni potem, ko je umrla moja sestra, Mojca Tomc Zupančič. In bila je mlajša od mene. No, in potem sem šla pogledat ta imena, ki stojijo ob mojem življenjepisu, tudi v vabilih, ki jih je matica pošiljala naokoli. Moja mama, Helena Puhar, je umrla stara 47 let in pol. Njen mož, Egon Tomc, je umrl, ko je bil star 55 let. Mira Mihelič, ki je bila poročena z mojim očetom, je bila stara ob smrti 72 let. No, v tej zbirki mojih staršev je edino France Mihelič bil korenina in je segel čez 90 let. In upam, da bom šla po njegovi poti, saj kar se tega tiče. Torej, hvala vam za vse slave, za vse te visoko doneče besede, tudi dobro zasukani stavki so bili vmes, moram priznati. Nekaj je bilo bolečih, nezasukanih stavkov od Igorja. Tisti ljudje, ki so me ovajali, pač niso pazili na slog. Bog jim odpusti. No, jaz upam, da bom še kaj napisala, trenutno tudi pišem in se ne dam. In upam, da bomo še kdaj imeli priložnost se pogovarjati o kakšnih stvarih, ki sem jih naredila. Hvala vam. Hvala tudi Maji Vajs in seveda naši jubilantki, gospe Alenki Puhar, ki sta nekako nakazali drugi del tega dogodka. Nikakor namreč naše slavje še ni končano. Bomo pa naredili 10-minutni premor, zadaj je tudi kavica in imamo na razpolago tudi kakšen piškotek, da bomo lahko pripravili vse za projekcijo filma Odkrivanje skritega spomina Angele Vode. In verjamem, da se v takem številu vidimo tudi čez 10 minut. Hvala.